Živijo, kako ste? A ste pridni in pridno gradite svoj following? Evo, tips and tricks v tem videu in potem naslednjem in naslednjem. Še nekaj časa imamo, ne bomo še takoj končali. Zdaj smo si tako vzeli stvari malce bolj resno in ko ste zgradili te dobre temelje za to vašo idejo in zakaj bi dejansko vam nekdo sledil, boste lažje pisali vsebino, lažje boste objavljali torej slike, ker veste, kakšno emocijo želite spodbuditi pri ljudeh. Evo, ena izmed stvari, ki je zelo pomembna, je to napaka, ki jo delajo ljudje, recimo na Instagramu, da imajo svoje profile nastavljene zasebno. Na Facebooku pač ni te opcije, da bi lahko bil privat ali pa viden za cel svet. Na Instagramu pa je torej profil, lahko imaš kot private, se pravi zaseben. In zakaj bi nekdo sploh imel profil na Instagramu in bi ga dal potem kot zasebnega, meni nikoli ni bilo jasno. Kako želiš, da te ljudje najdejo, če pa dejansko te ni, ne morejo videti tvoje vsebine oziroma vsebine, ki jo ti objavljaš na svojem Instagram profilu. Je recimo opcija na Facebooku sicer nekaj podobnega, se pravi, jaz, ker imam ogromno followerjev na Facebooku in ne morem na profilih dodajati več novih in novih, ker imam že 3 profile polne, zato torej imam stran, da je lahko pač veliko ljudi, no limit. Je tam opcija tudi, da dejansko lahko si daš Facebook profil na private, čeprav se pravi, samo tisti ljudje te lahko gledajo, ki so te dodali, evo to tam pomeni private. In vidijo samo določeno vsebino, medtem ko na Instagramu, če si na private, ne vidiš nobene vsebine. Jaz imam recimo na Facebooku vklopljeno opcijo, da tudi tisti, ki me ne morejo dodati na Facebooku več, ker pač ni te opcije na profilu, da vseeno lahko vidijo vso mojo vsebino, če pač grejo na moj profil. Evo, no, na Instagramu te opcije pač ni. In zakaj bi torej imeli Instagram profil, če ga imate na popolnoma private? To je neka največja brezvezna stvar, noben vas ne bo torej prvič našel, ne bo videl vaše vsebine. In zakaj bi vas tak človek sploh sledil? In to je to. Torej, najprej odklenite svoj Instagram profil, poskrbite torej za lepo vsebino in potem gremo šele graditi bazo naših sledilcev. Okay. Problem, ki ga jaz vidim, pač poleg tega, ki sem ga pravkar omenila, da ljudje imajo zaklenjen svoj profil, je ta, da vsi laufajo dobesedno, tečejo za followerji. To sledilci, se pravi, vsi hlastajo po njih in jih lovijo. Pravi način je, da si relatable, da si avtentičen, da si takšen torej kot si v osnovi in da si za svet dejansko privlačen. In najbrž ste slišali rek, da pač privlačnost, če oddajaš navzven, prihajajo stvari k tebi. Torej, če bomo mi nekako privlačni za našo okolico, se pravi, naši followerji so dejansko naša okolica, so javnost, so ljudje, ki nam želijo slediti, ker verjemite, vsak ima kaj zapovedati, torej vsak lahko ima sledilce. In če bomo mi torej takšni, nam bodo ljudje sami sledili. In to je pravi način, ker ti taki ljudje, taki sledilci bojo ostali. Če bomo mi tekli za followerji in se trudili, da bi jih dobili, bojo to neki naključni, torej random followerji, ki nas bojo pol tudi, če bomo mi nekaj objavili, kar jih ne bo zanimalo, nehali preprosto, pač nam bojo nehali slediti. Okay. Torej, mislim, da vam postaja malce bolj jasno. Zato pa, da bi mi dobili dobre followerje, zakaj mi ta beseda ne gre, sledilce, moramo imeti torej be radiant, moramo imeti dobro privlačno vsebino. Na eni vrsti so to slike, na drugi strani je to dobra vsebina. Včasih recimo, ko se je pač Instagram začel, je bilo dovolj, da si objavil eno sliko,
Ni rabila biti nekaj posebnega, nisi se kaj rabo dosti potruditi za to sliko. In si preprosto od spodaj napisal, ne vem, lep dan, emoji, smiley, srček, jej, ne? In ful ljudi ti je lajkalo to sliko oziroma ta capture. No, zdaj, ko pač algoritem več ne dela tako, algoritem se je zelo spremenil, narejen je torej bolj za uporabnika, se pravi, ne za nas, ki želimo kaj dobiti followerje ali pa ki želimo kaj prodati, ampak narejen je zato, da bi ljudje dobivali kvalitetno vsebino, tisto, ki jo dejansko želijo slediti. In ena izmed gromozanskih stvari, ki se je zgodila, ker se je algoritem spremenil, je to, da je veliko podjetij propadlo, veliko followerjev je popolnoma izgubilo sledilce, popolnoma so izgubili biznis, zato ker ker je bilo torej dovolj, da si objavil sliko in en stavek in that's it. Zdaj pa se moraš veliko torej bolj resnično potruditi, da zgradiš to svojo bazo. Algoritem namreč stvari ne daje več v pogled na Instagramu kronološko in isto je na Facebooku. Torej, zato mogoče ne vidimo ene stvari svojih prijateljev, ker jih, ne vem, premalo lajkamo, komentiramo, ali pa preprosto Facebook in Instagram želita, da mi dobivamo tisto vsebino, kot ne vem, ponavadi, ko pogledamo, gremo na home, ne, se pravi na, veste, home, ne, hiška, gremo na tisto stran, tam vidimo vse, kar ljudje objavljajo. Ko gremo tja, se pravi Instagram, Facebook želita, da dobimo vsebino, ki nam je všeč. Kako pa to algoritem ve? Točno to, kar mi dejansko všečkamo, točno to, kar mi komentiramo, točno to, kar vidi, da mi nasplošno lajkamo drugim, kakšno vsebino mi iščemo, kakšne hashtage ali iščemo, followamo, ker hashtage lahko tudi followaš. Ne vem, če ste vedeli, hashtag, torej lahko jaz followam, ne vem, zanima me umetnost, napišem hashtag art in mi vrže vse, kar je umetnosti. Ali pa hashtag painting, ali pa hashtag, ne vem, emotion, ali pa hashtag fashion in vam bo pač vrglo te vsebine na vaš homepage in tako dejansko algoritem dela in tako ga dejansko non-stop izboljšujejo, prilagajajo in zato moramo mi non-stop garati za te svoje sledilce. Ampak v prvi fazi torej, če smo takšni, kot smo, če smo za okolico zanimivi, če smo torej drugačni, če smo avtentični, če smo specifični, potem bomo za okolico tudi bolj zanimivi. Potem v drugi fazi se moramo seveda tudi zelo truditi za svoje vsebine, da so dobre, da so kvalitetne, da torej to ni le en stavek, živjo, kako si in smiley in srček in brez hashtagov. Se pravi, moramo na Instagramu še toliko več kot na Facebooku se potruditi, kaj bomo napisali, da bomo dali res neke koristne informacije vsebino. Namesto da napišete, kako si in daš eno svojo sliko, ko ti piješ kavo ali pa dobro jutro, pa ti piješ kavo, pa ne vem, pečeš tam jajčka. Zakaj ne bi rajši napisali namesto dobro jutro, bi napisali, wow, kako je danes lepo jutro, jaz sem se zbudila v lep sončen dan, kakšno je pa vreme pri vas? Ali pa, kaj pa imate vi za zajtrk? Jaz imam jajčka. Ne vem, pač, ne. Dajte tako napisati, da bodo ljudje postali bolj interaktivni. Dajte kako vprašanje postaviti, ne. Ali pa napišite kako lepo zgodbo, če berete mogoče moje poste na Instagramu pa na Facebooku, vidite, da zelo redko kdaj napišem samo en stavek, pa naredim en emoji, brez hashtagov, da večkrat so moji posti, tudi če ne objavim recimo sebe, kot vidite, jaz ne objavim skozi sebe, ampak rada imam kakšne lepe reke ali pa kakšne, ne vem, sama pač kreiram, napišem, ne vem, karkoli, love, art, ne vem, ali pa kaj nek napišem, ponavadi kakšen vers in potem iz tistega izhajam in vsebini napišem več. Nekako se poskušam navezati na to sliko, ki mi je inspiracija za mojo vsebino, ki dejansko jo želim ljudem podati. Zdaj, včasih želim, da so interaktivni z mano, včasih niti ne, ampak
podpore, da pač želimo, da nekako so ljudje interaktivni z mano. O teh všečkih in interakciji, komentarjih bom naslednjič malce več govorila v naslednjih videih, ampak želela sem vam tukaj malo bolj odpreti oči, da boste pozorni na vsebino, ki jo dejansko pišete. In tisto, kar dajete na vaš feed, se pravi na Instagram ali pa pač tudi na Facebook, še bolj pomembno torej Instagram, ker je kot vaša platforma, kot vaš CV, kot vaš portfolio, ker ljudje torej takoj vidijo, ne? Na Facebooku smo rekli, da morajo scrollati, boste pač toliko bolj pozorni, kakšne slike objavljate, zato ker pač želimo, da kot odpremo nekdo naš Instagram feed, se pravi Instagram profil, da izgleda kot neka mala slikanica, kot nek magazin mogoče, ne? Zato je super pač Instagram pa Facebook sta naredila storije in da slike, ki niso mogoče tako relevantne, ki niso tako obdelane, jih dajemo v storije, ki so dejansko vidni 24 ur, potem pa zginejo. Razen storij, za katere ne želite, da zginejo, si jih date spodaj, imate takšne krogece, lahko seveda si naredite novo vsebino in v te krogece dajete recimo, ne vem, če vas zanima moda, lahko dajete, ne vem, tam poletna moda, jesenska moda, zimska moda ali pa nekaj še bolj specifična, kot ne vem, če se ukvarjate s čevlji, lahko imate čevlje po barvah ali pa poletnih časih ali pa speto ali pa superge ali pa tako. V glavnem pač tam tiste storije lahko objavljate, tako kot recimo jaz imam, ne vem, za svoje slike narejeno, ne vem, umetnost, pa imam recimo tečaj, pa imam behind the scene, to ljudje zelo radi gledajo te behind the scene slikce in razne videe. Pa imam framed art, pa imam inspiration, tako pač različne pač sekcije in ti storij, ki ne želite, torej, da gre čez 24 ur v pozabo, ga lepo samo tam imate tako, kot odprete story, imate tam 3 pikice, samo pač lahko tam dodate. Če kdo ne ve, naj mi piše, pa bom pač bolj podrobno pač povedala in pokazala. Storiji so zelo pomembni tudi zato, ker lahko ljudje se bolj poistovetijo z vami, lahko vidijo res tam malo bolj neretuširan, ne preveč perfekcionističen, realen svet. In dajte storije izkoristiti, da dajete tudi, recimo, ne vem, jaz dajem veliko stvari iz osebnega življenja, sicer ne bom dala obraz svojega otroka in podobno, ampak recimo bom dala tudi stvari, za katere ljudje ne vejo, da jih delam, ne? Vejo vse, da slikam, pa da sem to in ono, da sem PR-ovka, da sem svetovalka za prehrano, da sem veliko stvari, da sem pač coach, da sem predavateljica, mogoče pa ne vejo, da imam svoj vrt in da zelo rada pač posadim solato, ker zelo rada predelujem pač organsko hrano, ker mi to zelo veliko pomeni in to moj nek lifestyle. Ali pa vam dam kak behind the scene, ker si vidimo glasbenike mogoče na odru in jaz recimo pogledam za odrom, kaj se dogaja in ne vem, sem ščuki za odrjo in mogoče Jože tam igra na kitaro in je lepo se upeva, ali pa ne vem, Rade Šerbedžija se pač, ne vem, oblači, dobro, to ne bi dala, ravno, ampak you got the point, ali pa sem tam z Duran in naredim kak shot z njimi, da jih vidite tudi v zakulisju, ne samo na odru ali pa z The Rolling Stones in pač s vsemi ljudmi, s katerimi delam, da vam dam tudi en vpogled, kar dejansko drugače ne vidite v medijih. Tako da s temi storiji ste dejansko lahko zelo eksperimentalni in ni treba, da je vse po regelcih, ampak lahko date tudi neko povezavo, mogoče tudi z nekim postom, se pravi z neko sliko, nečem, kar ste objavili, lahko date potem v story nekaj, kar še podpre to sliko. Ne vem, ste v gymu in trenirate, ne vem, bench. V story pa lahko dejansko date, koliko ste dejansko potni, kaj spijete potem, ko pač, ne vem, nek ful dober shake, ko nehate trenirati, naredite kak video, kjer so dejansko neke vaje in kaj podobnega. Če slikate, dajte kak konček, recimo včasih vidite, da jaz kaj posnamem, ko dejansko slikam, ali pa grem v svoj atelje, vam pokažem par slik, ali pa vam pokažem, ne vem, kot coach, kakšen trik, kako graditi following na Instagramu, ali pa kako komunicirati na Facebooku, ali pa vam dam kakšno vajo iz energijske medicine za dvig imunskega sistema, ali pa proti stresu, ali pa vam dam kakšen zdrav nasvet za prehrano, ali pa
karkoli. Tako da s storiji in z vsebino dejansko se lahko skozi igrate. Pomembno pa je torej, da imate kaj zapovedati in da imate torej dobre, kvalitetne objave, ki vam bodo gradile torej bazo followerjev. Tako da dajte se potruditi za tisto sliko, ki jo objavite in dajte se potruditi, dajte malo več napisati, kot pa mogoče en stavek pa enega emojija narediti za tisto vašo vsebino, ki jo dejansko objavljate. Ok, pridemo še do vseh teh hashtagov in všečkov in komentarjev in vseh podobnih stvari naslednjič. Drugače pa dajte se zdaj malo igrati s tem, kar sem vam že povedala in poskušajte graditi torej vaš following. Kako iti še bolj v globino, pač to ni ta tečaj, ki bi zdaj nam dala pa zdaj ne vem kaj vse, da ne bo koga bolela glava, ampak za vse tiste, ki pa želite še bolj iti v globino, da vam še bolj povem, kako slike obdelovati, še bolj kako pisati captione, kakšne appe recimo jaz uporabljam za urejanje slike, za editiranje videov in podobne stvari. Čeprav, kakor vidite, jaz imam zelo rada čim bolj naravne stvari, nič zeditirano, pač to sem jaz kot radijska in televizijska voditeljica, ker sem pač delala skozi oddaje v živo in to je pač tisto, kar mene recimo privlači, zato na tak način jaz tudi dajem znanje naprej. So pa ljudje, ki jim je pač bolj všeč, da je vse to nekaj zeditirano, da vse nekaj skače, da je vse nekaj napisano. Pač jaz včasih tudi kak tak video naredim, kak zelo kratek za social media. No, drugače pa o teh stvarih bolj podrobno govorim o mojem nadaljevalnem tečaju, o katerem boste izvedeli, ko bomo končali tale tečaj. Se vidimo naslednjič.